Dober dan. Dober dan. Jožica Verček. Ja? Kako ste? Ja, lepo pozdravljam tukaj gor Hvala na Krški gori. lepa. Hvala lepa. Na tej naši lepi vinski gorici nad Novim mestom. Danes smo prišli v vašo zidanico, oziroma v vaš kraj, kjer nam boste pokazali oziroma povedali malo o vaših običajih in nam predstavili vaše domače jedi. Poskusili bomo potico, ki je, kot vemo, kraljica naše kulinarike sladke. Tako da mogoče malo poveste kaj o tem. Ja, takole, 10 let je že, kar sem ustanovila Turistično-kulturno društvo Trškogorsko srce z namenom ohranjanja dediščine na Trški gori. Ne? In kaj je dediščina na Trški gori? So zidanice, vino, cviček in pa seveda k temu gre pa kulinarika. Katero potico bomo pripravili? Danes sem se odločila, da bom pripravila orehovo potico. Zato, ker, tako kot smo rekli, potica je tradicionalna slovenska sladica, vseh sladic kraljica, se reče. No in tako, boste videli, kako jaz to pripravim. Takole, tole je testo, vidimo, kako je lepo shajalo, in pa po vrhu črnega firtuha, ki so včasih ženske nosile, bom dala še belega, ker to je, danes je praznik, ker pečemo potico. Takole, tole je, mi rečemo nudelblat, ga bom pomokala ga bom. Tole. Kot vidite, jaz uporabljam leseno skledo. Zakaj? To je prijazno do testa, da je vedno toplo, ker testo mora biti na toplem. Takole, sem tole prevrnila. Zdaj bom pa kar razvaljala. Takole, v glavnem. Testo mora biti razvaljeno na debelino, čem reči tako, mogoče pol centimetra. Ker mora biti, zelo pomembno je, da je testo dosti na debelo, to je prava slovenska potica. Vse drugo, kar je tanjše, niso več tako potice, ampak so že zvitki. Takole, mislim, da tole bo kar. Takole. In sledi, rada bi vam povedala, kako sem naredila testo. Testo, najboljša moka iz mlina, kvas, mleko, jajca, rumenjaki, zato je tudi potem tako lepo rumeno testo, puter in pa majčkeno rumčka, zato da bolj shaja. Sedaj pa nadev. Rekli smo, da bomo danes delali orehovo potico. Tega nadeva je kar veliko. In takole bom dala ven iz sklede. Zdaj bom pa uporabila roke, ker moja tašča me je naučila, ki je bila zelo dobra kuharica, ki je kuhala pri imenitnih družinah v Ljubljani in je rekla, da v skledi ne sme čisto nič ostati. Ker danes novodobne gospodinje
to vse delajo z žlicami in zelo veliko najboljšega ostane noter. To je spoštovanje do vsake drobtinice. Takole, zdaj bom takole malo razmazala, enakomerno. S čim pa lahko še nafilamo potice? Ja, zdaj tako, prav potice, katere so slovenske potice, ne, ki so registrirane. Orehova z rozini, pehtranova s skuto in pa rozinova potica. To so slovenske potice. Seveda, v današnjem času pa pečemo razne potice z nadevi makovimi, oziroma tako, glede na praznik, ne. Takole, to je to. Zdaj bom pa tole lepo takole zavila. No, zelo pomembno je, da je gospodinja umirjena, da misliš, ko pečeš to potico, da razveselimo ljudi, ki bodo to jedli, da bodo uživali, in to je tista nagrada za gospodinjo, ko vidi, da so ljudje zadovoljni. Takole. Zdaj bom pa vzela potičnik. No, prava slovenska potica se peče v potičniku. Jaz pečem potico vedno v tem potičniku, ker bolj je star potičnik, se mi zdi, da se lepše speče. Jaz uporabljam glinen potičnik, kar je tudi značilno za te naše kraje, se vemo, da imamo mi tukaj lončarje. In to bom zdaj ga namazala z putrom. No, in ker je najbolj znana orehova potica slovenska, bom povedala, ko so po zimi trli orehe, ne, se veste, včasih je bilo življenje težko, ne, in so ljudje imeli težave, probleme, in so rekli, da ko so trli orehe, da so trli tudi svoje težave. Ne? Takole. No, zdaj bom pa dala potičnik, zdaj pa zmeraj gledam tako, da je tale rob, ne, da je takole noter, ne, da je potem, ko bom obrnila potico, ko bo pečena, da bo gor gladko, ne. To je pomembno. Takole. Takole. Zdaj tukaj moram pa kar takole malo pripraviti, ker mora biti vse povsod enaka količina tega testa. Zdaj bom kar tako malo poštimala. Jaz takole naredim. Takole. To je to. Zdaj bom namazala, jaz z mlekom to plast namažem. Evo, potička je spravljena v potičnik.
Takole, zdaj pa še vinček zraven. Cviček, naš dolenjski, trškogorski cviček k praznični orehovi trškogorski potici. Pečeni z ljubeznijo. Zasanjani griči, vsi polni zelenja, posuti z vinogradi, kjer trta se vzpenja, veselo se grozde.